Potem pa lepo pozdravljeni vsi na današnjem večeru in dogodku Palestina v besedah, kako govorimo zgodbe iz okupacije in vojne. Moje ime je Kristina Božič in veliko veselje mi je, da lahko nocoj z nami pozdravim, zdaj, če grem iz skrajno desne proti v mojo smer, Metko Naglič iz organizacije Amnesty International Slovenije, Boris Vasov, novinar zunanje redakcije na MMC, torej multimedijskem portalu RTV Slovenija, z izkušnjami v bistvu poročanja iz Palestine, tako v Ljubljani kot na terenu, Maja Šučur, urednica revije Literatura, in pa ob meni Mohamed Abdul Almunem, založnik iz Alepa, slovenski pisatelj oziroma pesnik sedaj tudi, ki ima tudi izkušnjo oziroma zgodbe, v katerih je on odraščal, so bile tudi zgodbe palestinske okupacije Palestine in palestinskega begunstva. Tako da današnji večer bomo malo menjavali tudi jezike, ker Mohamedu na trenutke je lažje govoriti v angleščini. Tako da, če bi bilo kakršnokoli v bistvu, kakršenkoli šum ali pa želja potem, da se prevede, samo povejte. Še na začetku pa beseda zahvale tako Divji misli in Vodnikovi domačiji, ki nas nocoj tukaj gostita, kot Gibanju za pravice Palestincev, ki je soorganizator niza dogodkov Palestina v besedah. Mohamed, mogoče najprej zate vprašanje, first question to you. You grew up in stories about the occupation and you also published stories, you published books. You write also novels. So these are different approaches, how you deal with the question of words, messages, literature, and the fact that we still have this idea that perhaps words can have an effect on the world, can change the world, and that we're talking about war, occupation, something that has been going on for decades. So how did you approach this question from different perspectives? So as an editor, as a publisher, as a writer yourself, also as a Palestinian refugee? Dobro večer. I like to speak first about how the first generation go out Palestine. They talk their stories. I remember my grandmother. She speak her story, and when you have story, usually you have nostalgia and you have memory. Her memory, her story. Her memory, her story, and her story, her nostalgia. She speak about her apartment in Haifa. Her neighbor, she's Jewish. Her name, Rachel. And Rachel, because she's Jewish, she don't work in Sobota. Sobota don't touch anything. And my grandmother, she's go to help her all this day. And Rachel help her all the week, care about her son, care about her apartment, and they very, very good neighbor. My story now, what I like to speak about this, the people there living together before Israel, before the war. Before Israel get out everybody. This is my grandmother. Her friend also, she has another story. Few years ago, when they left Palestine, when start Israel, this her friend
she's start to love one man. And every day, go to meeting her near the place, get from it water. But in this time, no love. They cannot say about love, I love this man, there in Palestine. And she's write to him later and put it under the stone. And he come after she's left this place to get this letter and read it and write to her again and put it under this stone again. One day, he write to her, I'm sorry, I don't see you again. And she's don't why when she's read it. And she's sad all the time. And write to him, why? What happened? And nobody answer. Every day she's go to this stone, see her later inside this stone. And he died. Israeli militia kill him when he go to fight in another city. This time, Nakba, 1948. Her story, her Palestine, this man, when she start to love him. This first generation. Second generation, when they left Palestine and they child, my father, my mother, and this generation. They don't have very deep memory. They memory just few years. They old 6, 7 years. But they have a lot nostalgia. They talk about Palestine for us a lot. And they make it other Palestine. When talk their story, it's not reality 100%. 60, 70%, yeah, this reality, but it's something, no. They put it everything beautiful about the apartment, about the cities or village or everything high and beautiful. In this time, start the writers, Palestine, to write novels or poems. I like to speak about Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, he write his story about his love Rita. And he built this idea from reality. He has this woman, his girlfriend, Rita. But he need to talk. We can live together, Jewish and Arab. We can live together. This is our land. This is for everybody. He liked to say in this poem with Rita, yeah, I love Rita. But when I'm check about other poems for Jewish poets, I don't found anyone right to love another Rita, Palestinian Rita. Second story, Ghassan Kanafani, when he write Back to Haifa, this title is a story. Back to Haifa, one family, they lost their kids when go outside Palestine. And after some years, go to check about these kids, where he's 10 years maybe. And in this time, one Jewish family found him and live with him, and he changing totally to Jewish man. And he is a soldier in army Israel. When talk with his father told him, back with me. Told him, no, I am Israeli.
What's the story? What he need to talk Ghassan Kanafani here? Here, Ghassan Kanafani speak about when you stole your land, stole your identity, stole your memory, stole your charisma, stole everything. This second generation also, they have a lot problems to understand what is Israel. Sahar Khalifa, she's write novel about some soldier, Palestinian, go to Tel Aviv to put it big bomb there to do something anti-Israel. And they map to go to one coffee shop there to drink coffee or wine or something, to meeting there. And after this, they put it the bomba and left. There in this coffee shop or bar, they start to listen. No, I'm sorry. They before this studied 2-3 years Hebron language to speak there. And when they meeting in this coffee, they start to listen. This is not Hebron. This Russian language, another this French language, this Poland language, this different languages they speak. And everybody from Israel, they must to speak Hebron, Jewish language, but nobody speak. They think in her novel, this country will destroy it in the future because they don't have one identity, they different identity, and they don't put it this bomba. They go back without put it bomba. She's think it will destroy it without bomba because they don't have identity. This, I think, it's not true. Third generation, I am from this generation. We don't have any nostalgia about Palestine. We don't have any memory about Palestine. We listen about it, about the cities, about the people how living there. Our grandfather and the grandmother, they talk, and our neighbors, they talk with us about Palestine. We don't have anything. We start to build nostalgia. It's not a reality nostalgia. We start to build our feeling with these cities. But we don't see, we don't live. I am born in Aleppo, in Syria, but born in camp. Our camp, it's very, very bad. Like more barracks for animals, and we are living there many years. And we think the life, this is a life. We don't know what I mean city, what I mean country. We think this our country and this our cities and this our neighbor. This the reality for the life. But somebody talk, we are listen. The people go to fight in Israel or in Lebanon or in Jordan, and somebody back died. Back after every month we have one died dead there, and back to camp we put it and we see and listen. What is we have an enemy, Israel, our enemy. What we will do? Somebody go to fight, somebody start to write his story. And I am write first poem about this. I think I am a small child inside in his mother. She's not born him. And she's go to Palestine again, and Israeli police kill her, and I am born
inside her. Inside her, meaning inside Palestine. But it's not a reality. We write all the novels, all the poems from side, not a reality. We listen about Palestine, we don't touch it. Our cities, we have also another problem. I am from Aleppo, or from my imagination, or from my, something like this. I am from Slovenia now, I am 6 years here, or from Aleppo, or from Palestine. We lost ourselves because we lost our memory. But we have nostalgia. About whose, I don't know. The war, it's not stopped from when I am born until now in Middle East. I think it's enough. Okay. And you have stories, right? You tell stories, and somehow stories then, Skratka, pripovedujete zgodbe in zgodbe lahko potem na nek način želimo si ustvarjajo tudi svet. Zdaj, preskočila bom hvala Mohamed, izjemno se mi zdi živega prikaza tega, kaj so zgodbe za ljudi, ki živijo vojno, ki živijo okupacijo in posledice, na polje, ki je raziskovalno, ki ne bi bilo nepristransko, ki se pravzaprav ponaša s tem, da hladno pogleda situacijo, preveri vsa dejstva in potem pogleda mednarodno pravo in iz tega v bistvu prebere, razbere kršitve. Tako da zdi se, da delo Amnesty International temelji ravno na tej kredibilnosti, torej odmaknjenosti stran od zgodb, o katerih je Mohamed govoril, ko smo slišali, ki v resnici za ljudi pomenijo identiteto, pomenijo svet, prihodnost, nostalgijo, družino. Kako se Amnesty v resnici sooča s tem, ko piše poročila po eni strani, ki morajo prepričati tako politike kot mednarodno javnost, hkrati pa tudi nagovarja ljudi, da jim je mar, da ukrepajo za to, da se kršitve človekovih pravic ustavijo, da se nekaj spremeni. Videli smo skoraj presenetljivo močan odziv letos februarja, ko je Amnesty International v bistvu izdal zadnje poročilo o situaciji v Palestini in ugotovil, da Izrael na celotnem ozemlju, ki je pod njegovim nadzorom, torej tako okupirana območja Gaza, ki je pod blokado in okupacijo, kot Izrael sam, da vse povsod tam stanje odgovarja definiciji mednarodnega hudodelstva apartheida. Odziv je bil velik, v resnici organizacija ni povedala, oziroma poročilo ni povedalo nekaj novega, ker so že prejšnje organizacije o tem govorile. Odkje ta moč vaših besed, oziroma vaše zgodbe, ki ste jo povedali s tem poročilom? Hvala za vprašanje. Jaz bom malo skušala razpakirati vse to, kar je dosta obsežno vprašanje. Najprej, ne samo zasedena palestinska ozemlja in ne samo Izrael, tudi begunci. Se pravi, ta malo širši okvir, ki ga je Amnesty tokrat naredil, je, da je v bistvu kjerkoli so Palestinci, Palestinke pod nadzorom izraelskih oblasti ali te nekako lahko izvajajo nad njimi nadzor, v smislu, da ne dovolijo vračanja beguncev na njihove domove, da to dejanje odgovarja definiciji apartheida, da gre za nek institucionalni sistem diskriminacije, da gre za ohranjanje prevlade ene skupine nad drugo, da se je za namene ohranjanja, se pravi, da se je vzpostavil ta sistem in da se ohranja, da je v bistvu bil skozi desetletja nekako en sistem zakonov, politik, prakse vzpostavil in da je to torej pač nekako načrtno. V tem delu je Amnesty se pridružila vrsti drugih in posameznic, organizacij za človekove pravice, palestinskih, izraelskih, Human Rights Watchu, ampak se pravi ta nekako malo širši pogled
Pa ne nazadnje, mislim, da je bil 23. marca je tudi posebni poročevalec Združenih narodov za zasedena palestinska ozemlja pravzaprav podal poročilo Svetu za človekove pravice, da gre za apartheid. Tako da ja, tukaj v bistvu nek konsens raste. Z vidika Amnesty je pomembno tudi to, da je to zadnje poročilo, zelo intenzivno, 4-letno raziskava je za tem, ogromno dela vloženega v to, je pa samo zadnje v vrsti, ne, se pravi Izrael, ravnanje s Palestinci je pravzaprav že dolga leta nekako podrobno gledam naše organizacije z različnih zornih kotov, ker žal se dogaja tudi zelo veliko različnih kršitev človekovih pravic. Ker apartheid je pač zločin po mednarodnem kazenskem pravu, ampak je pa tudi sestavljen iz različnih nečlovečnih dejanj, ne, za katere jih pač mi že skozi leta ugotavljamo. Ja, verodostojnost pa kredibilnost je tisto, s čimer se mi najbolj ponašamo in smo tudi, smo zelo ponosni na to. Ampak to ne pomeni ne poslušati zgodb. Ne. V bistvu na nek način tudi ko naše raziskave seveda gredo vedno bolj v korak s časom, ko tudi Amnesty, ne vem, se zadnje čase večinoma ukvarja ali pa skoraj vedno, tudi zdaj v Ukrajini, ukvarja s tem, da pregleduje satelitske posnetke, ne, da se analizirajo običajni videoposnetki, da se dela neka analiza seveda na podlagi tega, kaj se je zgodilo. Recimo, ravno to poročilo o apartheidu, ne, je značilnost tega vidika, koliko zakonov, praks, nekih arhivov je bilo predelanih, pregledanih, ne, da se pogleda. Ob vsem tem ostaja en blazno pomemben vir in to so ljudje. Ne, zaradi tega, ker v končni fazi tisto nekako postavi v realnost, kaj se v resnici dogaja. Ne. Na nek način potrjuje, ne, neke rezultate, izvemo za neke nove dimenzije, ne, ker če ne govoriš z ljudmi, pač ne moreš povedati njihovih zgodb. In pa seveda, ne glede na to, da mogoče imajo ljudje en tak prizvok ob tem, ko rečemo zgodbe, da je zraven neki ta element subjektivnosti, ne, ampak seveda, vsaka naša realnost je subjektivna, je pa vendar zelo pomembno, da ko govorimo z ljudmi in pridobimo njihova pričevanja so njihova pričevanja. Ne. Običajno tudi ljudje pokažejo stvari, ki so se jim zgodile. Ne. Pač pravijo, ne vem, sem bil ustreljen, poškodovan, karkoli jim pokažejo. Ne. Imajo dokaze, ne vem, posledice operacij ali pa ne vem, neke dokumente. Pa seveda, tako kot za vsako take vrste delo, se pač seveda pogovarja zelo veliko ljudmi. Ne greš samo greš do veliko ljudi, naši raziskovalke grejo do veliko ljudi, med sebojno tudi nekako pač, ne, se vidi, da se vzorci pojavijo, ne, da se pač v bistvu neka pričevanja, ne, pojavljajo iz ust različnih ljudi. In jaz sem tale špehek tukaj sem zaradi tega, da vidite, da v bistvu, ko je naše poročilo, in to apartheid je res zelo obsežno, ne, če bi šli gledati kakršnokoli poročilo Amnesty International, so pričevanja ljudi njegov sestavni del, ne, zaradi tega, ker to je tisto, kar nekako da meso na okviru, o katerem govorimo. Seveda so pomembna tudi zaradi tega, ker tudi ko nagovarjamo, ne le ljudi, ampak seveda tiste, ki imajo škarje in platno v svojih rokah, ne, oblastniki, tudi oni so le ljudje. Ne. To je treba povedati čez zgodbe ljudi, ne, ker in kljub temu, da smo seveda organizacija in skrbimo za verodostojnost in to, je vendar tukaj z nekega vidika smo pa pravzaprav tudi neki glasniki, ne? Ker nimajo vsi ljudje možnost, talent, priložnost, da bojo mogoče sami ustvarjali neke zgodbe. Ne? Danes je tega vedno več, seveda, ne? Tudi z družbenimi omrežji, ampak ne pa nujno vedno. Ne? In mi mislim, da v Amnesty jemljemo to našo neko težo pa odgovornosti tudi to, da gremo tja, kjer se stvari dogajajo, vzamemo besede teh ljudi z ogromno mero spoštljivosti in ponižnosti in absolutno z obljubo spoštovanja nekega dostojanstva teh ljudi in da bomo naredili vse, kar je mogoče, da se te stvari spremenijo in izboljšajo. In tako z tega vidika jaz potem bi rekla, da je Amnesty tudi en tak velik glasnik, glasnica enih zgodb, ki bi sicer mogoče ostale zamolčane.
Hvala. In v bistvu zanimiv danes, jaz sem ravno, preden sem prišla sem, tudi videla en članek, neka nova raziskava, ki je bila narejena, da celo večina akademikov, no ne večina prebivalstva v Ameriki, ne, pripoznava v bistvu to realnost ene države, ki je apartheid, ta ena država kot Izrael. In v tem kontekstu bi se pa mogoče zdaj, ker vseeno, ne, ves čas se mi zdi, se pogovarjamo tudi o tem, torej kaj se lahko naredi oziroma a lahko zgodbe spremenijo karkoli, obrnila na soorganizatorja današnjega dogodka, ker en del v bistvu želje po tem, da se zavedamo, da kršitve pravic drugih bodo slej ko prej prizadele tudi naše človekove pravice oziroma naše dostojanstvo, je to zavedanje, da v bistvu smo del iste zgodbe oziroma da tudi Evropa je tukaj vključena v situacijo, ki se trenutno odvija v Izraelu oziroma v Palestini. In pred kratkim je bila začeta pobuda, državljanska pobuda na ravni Evropske unije glede prepovedi uvoza izdelkov ravno zaradi tega očitka, da Izrael je v resnici država apartheida. Več o tem bom pa jaz prepustila, da nam pove Nada Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev. Se tako malo bomo hitro končali pogovor. V bistvu, kot je rekla Kristina, ta državljanska pobuda, nekako se ne vežem lahko na to, kar je povedala zdaj Metka Naglič, ne? In se pravi to kršenje bodisi človekovih pravic, kot tudi mednarodnega prava, ki sistematično krši država Izrael od svojega nastanka dalje. In zdaj, problem pa je tudi, kako se Evropska unija postavi pred to očitno kršitvo mednarodnega prava. Do sedaj se je vedno postavljala in se še vedno postavlja na en tak protisloven način, ne, v katerem v besedah seveda ne sprejema tega, v dejanjih pa ja. In eden iz teh primerov je, da dovoli trgovino med naselbinami in Evropsko unijo. Torej ne samo med državo Izrael, ki bi lahko že bilo malo kontroverzno, cela zadeva, ampak celo iz nelegalnih, nezakonitih naselbin, ki se nanašajo na zasedenem teritoriju, ne. Torej, totalno protislovje s tem, kar naj bi bilo spoštovanje mednarodnega prava. In zaradi tega na pobudo mreže palestinskih organizacij, ki imajo sedež v Bruslju in ki se bavi posebno z temi odnosi recimo med Evropsko unijo in to situacijo, protislovno situacijo, ki Evropska unija pelje naprej že leta in leta. Na njihovo pobudo so registrirali pri Evropski komisiji evropsko državljansko pobudo. Ta Evropska državljanska pobuda pravi, da zahteva od Evropske komisije, da preuči eno zakonodajo, ki bi prepovedala trgovanje na katerihkoli zasedenih ozemljih. Torej se ne gre samo, to je nekaj univerzalno recimo, ne samo, se ne zadeva samo Palestine, ampak pač katerikoli nezakoniti in zasedena ozemlja. Vojaško zasedena ozemlja, logično. Zdaj, problem v čem je? Da te pobude imajo ena določena pravila, ki jih postavlja seveda Evropska unija. Ena izmed teh, glavno pravilo je, da v teku 12 mesecev, in ta pobuda je stekla že februarja, na evropski ravni je treba zbrati 1 milijon podpisov. Ne samo, ampak vedno na podlagi tega pravilnika 7 držav morajo biti nekako prevzeti vlogo pobudnika ali pobudnic in
Te države morajo zbrati eno določeno število podpisov v svoji državi. Ne? Naprimer, Italija je ena, Slovenija ni pobudnik. Ena izmed teh pobudnic je naprimer Italija, ki mora zbrati 58,000 teh podpisov. Če jih ena izmed teh držav ne zbere, propade vse skupaj. Ne? In zaradi tega nasplošno vsak podpis je izredno važen. Zdaj, kako se to podpiše, je izredno enostavno. Ali se pogoogla palestina.si, to je naša spletna stran in tam dobite možnost, da podpišete, ali pa vedno pogooglate stoptradewithsettlements.org in kjer tudi se vam odpre. Ali pa bom zdaj tukaj pustila nekaj letakov, kjer imate tudi to kodo in na isti način. Seveda to ni ena navadna peticija, to pomeni, da morate tudi dati vaš dokument ali EMŠO. Ne? Ker nekateri se potem ustrašijo zaradi tega, ker pač morajo dati svoj dokument, ampak po drugi strani to so pogoji, ki jih postavlja Evropska unija, ne? Ni naša osebna zadeva. Evo, torej jaz več kot drugo, ker nas je tako malo, ni toliko za te podpise, ampak zanimivo bi bilo, če bi lahko delili informacijo, ne? Po omrežjih, tako da se čim več zbere. Situacija po 2 mesecih je recimo precej tragična, okolikor na evropski ravni je bilo zbrano samo 25,000 podpisov, kar v bistvu ni nič. Je res, da se je začela vojna v Ukrajini istočasno skoraj, kot se je sprožila ta kampanja, ampak ne verjamem, da to je edini razlog, zakaj. Ne? In zaradi tega, seveda, če se ima za sabo večje organizacije, kot je lahko Abbas, Amnesty International, naprimer, ali druge, samo vas, stvar se sproži. Imamo tudi to nekako podporo od Abbaza in od Samovaz, od Oxfam in tako naprej. Ampak tudi, mislim reči, tudi vaš podpis šteje, evo, če se strinjate, seveda. Sem vse povedala. Super, Nada, najlepša hvala. Torej, v bistvu te zgodbe je želja nekako, da imajo odmev tudi onkraj. Ravno v tem prostoru na nek način osebnih zgodb, pobud, da se nekaj zgodi in potem tudi poročil o kršitvah, ki pridejo z določeno avtoriteto, pa se znajde tudi novinarstvo. In mogoče še večji izziv, s katerim se sooča, je to, da razlaga nekaj, kar marsikdo predstavlja kot nekaj zelo kompleksnega, kar ne nazadnje traja od leta 48 desetletja. Potrebno je razumeti vse datume, vse letnice, vse sporazume, vse kršitve in marsikoga to odvrne. Po drugi strani se zdi, da ne glede na to, kaj se napiše, kaj se zgodi, o čem se poroča, ni učinka. Ne? In to nekako gre tudi, zdi se proti tej želji, da lahko čuječnost medijev, družbe spremeni nekaj oziroma popravi kršitve, ustavi očitno kršenje človekovih pravic. Pa bi tukaj, Boris, vprašala tebe, kako se ti sam v bistvu lotevaš poročanja o Palestini, kaj so zate izzivi pripovedovanja zgodb iz okupacije, ki traja zdaj že več kot 70 let, iz vojn, ki se dogajajo zelo blizu nas, ampak hkrati se zdi, kakor da so na drugem planetu in nočemo vedeti, da so del naše zgodbe. Kaj je največji izziv, si vprašala, sem prav slišal? Največji izziv, pravzaprav / motiv je to celo situacijo probati razložiti ljudem. In čisto tukaj bom iskren, v vseh teh letih si jo tudi sam sebi razlagam ves čas. Tako da ni zdaj, da sem jaz nekako začel o tem pisati z nekim dokončnim znanjem, ampak se ob raziskovanju, ob opazovanju dogajanja na terenu in potem kasneje sam neprestano učim. In pravzaprav glavno vodilo mojega dela je, oziroma mene pri mojem delu je, da skušam olajšati javnosti, ki se s tem ne ukvarja intenzivno, te neke kompleksne nivoje tega dogajanja. Mislim, da je Virginia Tilly rekla par let nazaj, ravno v intervjuju z mano, zdaj preden sem prišel, sem mal pregledal ta intervju, in je rekla,
ta situacija je od blizu, ko gledaš, izjemno kompleksna, ampak takoj, ko narediš en korak stran, postane izjemno preprosta. In pravzaprav to je ta problem, ker smo soočeni z neverjetno, bom rekel, Jeff Halper uporablja ta izraz matrica nadzora, neka večnivojska matrica, ki sega od administrativnih ukrepov, političnih, ideoloških, verskih. Vse to so dimenzije, pravzaprav, ki se prepletajo, ko govorimo o Izraelu in Palestini. Novinar, ko piše o teh stvareh, je pravzaprav nujno, da ima sam nekako te osnovne parametre razčiščene in potem lahko gre secirati vsako posamezno področje, ve, kaj išče, ve, kje išče, ve, s kom ne govori na določeno temo. In ob tem seveda, da ostaje maksimalno korekten, to pomeni, da pusti neke svoje, ne bom rekel predsodke, ampak neka svoja subjektivna dojemanja tega, da proba pustiti nekako, da ga to ne vodi v pisanju. Tako da ne vem, kako naj ti drugače to razložim oziroma odgovorim kot ja, pač moj namen je olajšati ljudem razumevanje oziroma dati jim neko orodje mogoče, da bojo lahko sami potem naknadno šli naprej raziskovati. Pa je bilo recimo ti lažje ali težje oziroma kako je drugače, če pišeš s terena, ko si tam, ali pa ko pišeš recimo tukaj analitičen tekst, kar so v bistvu tudi ena, mislim, tako izjemno močna točka, ki jo dodajaš javnemu mediju, ravno te analize. Sem tako, zate osebno, kako vidiš preplet tega, torej osebnih zgodb, ko si na terenu, pol hkrati pa v resnici dela tudi z te oddaljenosti, ne, ko smo v dobi, ko ni več dopisnikov z terena oziroma jih je zelo malo ali pa zelo omejeni. Jaz sem po naravi hladen človek in rad hladno pišem. Prepuščam, nisem literarni novinar, to hočem reči. Tako da to ni moja značilnost ali pa neka prednost, tako da sem relativno hladen v tem svojem pisanju, ampak ne bi mogel recimo, ko ne rečem, analize ne bi mogle biti takšne, kakršne so, če ne bi bilo terena, recimo. Tako da jaz sem precej stvari o razmerah v Gazi vedel, preden sem šel leta 2011 v Gazo. Ampak, ko sem enkrat videl, pravzaprav moj cel namen je bil, jaz sem hotel ljudem, takrat sem še zaradi študent delal, sem naredil neko serijo video prispevkov iz Gaze. Moj namen je bil, da ljudem prikažem, kako izgledajo, jaz vem, da bo to zvenelo zdaj smešno, ampak kako izgledajo ulice v Gazi, kako izgledajo trgovine, kako izgleda tržnica, kako izgleda knjižnica v Gazi. In tako naprej. Vse te stvari, ki jih ljudje pravzaprav nekako imamo za samoumevne, ampak samo, ko gre za nas, ne ko gre za njih. Ko gre za njih, imamo pred očmi vedno porušene soseske, zamaskirane Hamasovce in tako naprej. In sam ta prehod sem skušal narediti in bom rekel, v nekem smislu me je to formiralo, ker sem takrat sem bil prvič v Palestini in sem ful nekih stvari se mi je nam rekel razjasnil, ampak utrdil ali pa utemeljil. In tako da, ko enkrat vidiš in potem še vedno, ko k temu dodaš še razmere na Zahodnem bregu, ki so pravzaprav, težko jih kategoriziram, ker so grozne ali pa nespremljive na nek drugačen način. Vidiš vso to razsežnost pravzaprav na svoje lastne oči, vidiš ravnanje izraelskih vojakov z najstniki na nadzornih točkah, vidiš pravzaprav v Hebronu recimo, kako je ulica razdeljena, nekaj, kar je za nas nekaj popolnoma nezamisljivega. Ulica je razdeljena z tistimi plastičnimi ovirami, ki ločijo recimo določene trakove v Sloveniji. Je tam ulica razdeljena na dva dela, 80% je namenjen judovskim naseljencem, 20% pa Palestincem. To pomeni, Palestinci ne smejo stopati na drugo stran ulice. To je ulica, na katero sploh smejo stopati. Obstajajo ulice v Hebronu, na katero sploh ne smejo stopati. Tako da te stvari je dobro videti. Ko enkrat to vidiš, ti vse te analize, ki jih Amnesty, hvala Bogu, upravlja in ostale organizacije, nekako dobijo neko podobo. Niso več abstraktne. In to ti potem pomaga pri tem, da skušaš vse to predstaviti. Da vse te male podrobnosti, kako se lahko ljudje gibajo, koliko nadzornih točk obstaja, kako izgleda nadzorna točka. Nadzorna točka zveni, če rečeš nadzorna točka, to zveni
ne bom rekel pozitivno, ampak lahko se tudi predstavlja kot nekaj pozitivnega. Obstaja nek nadzor zaradi varnosti, zaradi regulacije prometa in tako naprej, ampak pravzaprav gre za brutalne posege v prostor in v svobodo ljudi. In pomaga, teren pomaga, da pravzaprav lahko to na nek korekten način predstaviš potem javnosti ob vsej kompleksnosti, ampak da enostavno daš nek ta obraz temu dogajanju, ki ga potem lahko vsak posameznik začuti ali pa razume. Hvala. Maja, mogoče bi se zdaj k tebi obrnila kot literarna kritičarka. Zdaj, jaz sicer ne vem točno, kaj vse so merila oziroma kako se meri dobro literaturo, po čem se jo presoja pa tako, ampak slišali smo v bistvu, Mohamed je omenil pripovedovanje o resničnosti, ki je ni, na nek način širjenje teh možnih horizontov oziroma ustvarjanje realnosti, ki se zdi nemogoča, pa si jo vsem želimo. Po drugi strani vemo, da verjetno političnost, oziroma to saj nekako velja, ta političen naboj v literaturi ni zaželjen ali pa je včasih lahko šibka točka, če je preveč direkten, in ima bralec občutek, da se mu ne pripoveduje zgodba, ampak se ga pravzaprav podučuje ali kakorkoli hoče usmerjati. Kako, mislim, tako, tvoja srečanja z zgodbami iz vojne, iz okupacij oziroma zapisi, kaj se ti zdi smiselno, kaj se ti zdi dobro, kakšno vlogo tukaj igra literatura, a približa ljudi, naredi ta okolja, te izkušnje nam bližje ali bolj eksotične? V nekem verjetno oboje, ni pa to nujno slabo. Jaz sem se hotela v tem razmisleku navezati mogoče na Metko pa na Borisa oziroma na neumetnostno literaturo, katere smisel je, da je čim bolj objektivna, da nam ponuja v bistvu statistiko, da nam ponuja tudi številke, da nam ponuja zemljevide, skratka, da prek teh reportaž, prek dejstev, s katerimi, ki so vendarle najbolj kredibilno, v kar naj bi večina verjela, skratka, operira z neko objektivnostjo in v tem smislu zagotovo dostopna najširšemu krogu populacije ali pa ljudi. Literatura nasprotno ima to možnost ali pa pravico, da operira s subjektivnostjo, da so interpretacije večpomenske, da je jezik večpomenski v nasprotju z recimo novinarstvom, ki je skoraj izključno razen izjemoma usmerjeno v enopomenskost. In se mi zdi, da večina zapisov, s katerimi sem se jaz srečevala v zvezi z recimo v tem primeru Palestino, je nekje vmes, je neka polliterarna zvrst, kamor sodijo te neke literarizirane reportaže. Tudi nabor knjig, ki si recimo jih ti predstavlja, jaz ne bi rekla, da je Valenčičev tekst oziroma knjiga objektivistična. Jaz mislim, da je noter zelo veliko resnici nekih čustev, na vse zadnje izbire nekih prizorov, izbire sogovornikov, recimo. Skratka, ko pa govorimo o fikciji, pa radi, verjetno se vsi spomnimo še iz srednješolskih dni, rečemo, da je najboljša fikcija mora zadostiti 3 kriterijem. Eno je, da zadosti neke spoznavni kategoriji, skratka skozi njo se spoznavamo z nekimi dejstvi, z nekimi, operiramo z nekimi realnimi konteksti, z neko stvarnostjo. Etično komponento, ki je v resnici za našo temo zelo pomembna. Etična komponenta je seveda ta, ki v bralcu, če je knjiga dobro napisana, sproža recimo empatijo, lahko tudi nostalgijo. Hkrati je pa to neka točka, s katero je mogoča manipulacija, ali pa recimo indoktrinacija. To se lahko zgodi na neki zelo črno-belem opisovanju likov, na neki zelo dobri imajo srečen konc, slabi imajo pa slab konc, skratka neki didaktičnosti, za katero vendarle vemo, da v bistvu življenje ne poteka tako. In čeprav bo zdaj to zvenilo, kot da sem hudičev odvetnik, ampak literatura zahteva tudi estetsko izkušnjo. Zakaj je to pomembno? Če probam samo iti če nam bo v nekem smislu lažje, a je
vsak roman, ki pripoveduje o protivladnih protestih, dobro napisan. Ne? Skratka, a je vsak roman ali pa vsaka pesniška zbirka, ki pripoveduje o neki izkušnji okupacije, odlična ali pa zelo dobro napisana, zato ker jaz simpatiziram recimo s to pozicijo. Ne, pravzaprav ni. Ne. Kaj povzroča to estetsko izkušnjo ali pa kako jo pridobimo, ne gre seveda za to, da morajo biti to lepe zgodbe, ampak za to, kako so napisane. Verjetno si to lažje predstavljamo pri poeziji zaradi forme, zaradi neke zvočnosti, neke specifike poezije, ampak pri prozi gre pa lahko za za način, na kakšen način skratka avtor zbere recimo spreminja neke perspektive, v katerih pripoveduje, za to, na kakšen način operira s časom, ali je to linearna zgodba ali jo pripoveduje kronološko drugače. Zato, kako se v nekih žanrskih vzorcih, a mi beremo roman, ki ima v prvem planu neko ljubezensko zgodbo med dvema junakoma, pa je to zgodovinski roman, a to ne more biti roman o okupaciji, ker je okupacija pa recimo v ozadju te zgodbe. Ne. Odličen primer, se pravičujem, ker se bom od tematike oddaljila, ampak recimo Imre Kertész, madžarski pisatelj, je napisal odličen roman Brezusodnost, recimo o holokaustu, kjer je pripovedovalec najstnik oziroma zelo mlad fant, ki se znajde v taborišču. Tako nedojemljiva mu je ta izkušnja, da je on fasciniran nad uniformo SS-ovskega vojaka, recimo. Ne. Jaz bi rekla, da v mnogih smislih to lahko sproži v bralcu več recimo sočutja ali pa nek odziv kot včasih trda dejstva. Ne. Tako da mogoče skozi to, no, sem jaz o tem razmišljala, ta političnost, ne, ki si jo omenjala. V resnici nimam zelo enostavnega odgovora. Zagotovo nam dajo o tem veliko zamisliti postkolonialna literatura, tudi LGBT feministična literatura. Ogromno, ful pomembna izkušnja v tem smislu zame je recimo bila branje te črnske afroameriške literature, recimo 70-80. To je literatura, ki na zelo neposreden način govori o nekih izkušnjah z zelo resnim vprašanjem, a lahko o nekih zelo traumatičnih izkušnjah govorimo z metaforo, ne? A lahko govorimo kakorkoli drugače kot neposredno. Ne? Jaz sem takrat, ko sem malo razmišljala o tem našem pogovoru, brala Glas izgubljenega raja, to je v bistvu moderna palestinska poezija, ki mislim, da je okrog 20 ta zbirka išla. Pesnik Murid al-Bargusi ima eno zelo enostavno pesem in zelo kratko pesem, ki sem jo sam hotela prebrati, imenuje se Razlaga, ko smo že pri dejstvih. In pravi: pesnik piše v kavarni, starka misli, da piše materi, najstnica meni, da piše ljubljeni, otrok misli, da riše, trgovec meni, da sklepa kupčijo, turist misli, da piše razglednico, uradnik sklepa, da prešteva dolgove, agent tajne policije pa počasi že stopa proti njemu. Zakaj se mi je zdela to dobra pesem? Zaradi tega, ker ja, lahko bi rekli, da je to samo pesem na temo nekega oblastniškega nadzora in nasilja, ampak ta pesem je še vse več v zvezi s tem, kdo je človek, na kakšen način funkcionira, kaj so njegova želja in hrepenenje, kaj ga vodi ali pa poganja naprej. Mislim, da je to nekaj, kar nam lahko da literatura, pa ne nujno druge zvrsti, ne literarne, čeprav sem zelo prepričana, da je predvsem treba na vse načine o teh izkušnjah pisati, na čisto vse možne načine. Tukaj mogoče ni slab primer Radža Šehadeja, Palestinski sprehodi, ki govori pravzaprav o tematiki okupacije preko opisovanja spremembe pokrajine, v kateri je odraščal. To pomeni, piše o tem, kako je celo življenje rad pohajkoval po palestinskih hribih in širši okolici in kako s časoma je to vedno manj lahko počel.
ali pa vedno pogosteje naletel na naseljenca, vedno na oboroženega naseljenca ali pa agresivnega, vedno pogosteje moral kazati dokumente na določeni nadzorni točki. In obenem pravzaprav, kako je vsa ta pokrajina, s katero je on odraščal, postala vedno bolj zabetonirana zaradi teh naselbin. In ko govorimo o naselbinah, že sam izraz pravzaprav ni problematičen, gre za neko naselje, kdo bi nasprotoval naselju, vendar gre za stanovanja, za ljudi in tako naprej. Ampak on ti to predstavil kot pravzaprav nek brutalen poseg v ne samo v naravo, ampak v življenje ljudi prek tega, da pokrajina pravzaprav izginja pred tvojimi očmi. Tako da ja, teh primerov je verjetno, mislim, je veliko, ja. In to, kar se mi je zdelo prej, da je Mohamed tudi omenil, ne, zgodbe o ljubezni, ki presega etnične, kakršnekoli razdelitve ali pa politične, da tudi oblikujejo identiteto, ne, in da to nujno potrebujemo zato, da se nadaljuje družba, da se nadaljujemo mi kot člani družbe. Pa me zanima, če sem si prav zapomnila, je zgodba, ki jo velja povedati, oziroma tvoj pristop do pisanja, ko pišeš, kaj je tisto? So to čustva, je to analiza, je to želja pojasniti bralcu? Omenil si pisanje in potem v resnici tudi zažiganje tega pisanja še isti večer. Should I put it in English? Yes. You mentioned before these stories are identity as well, but then also your story of your writing. So do you write to, like, make people feel something or make people better understand what occupation means? And you mentioned, or what war means, yeah, the war in Syria. You mentioned that you were writing and then at the end of the day, in the evening, you burned what you wrote. So it seems totally insensible work, and yet it gave probably meaning and it made sense to you. First, I'd like to speak about 10 million, maybe 10 million Palestinian, some Palestinian people around 10 million. We have 1 million writer. Nobody publish his poems or his book, but really, I know that we have 1 million. Why this big number for writers? Everyone, he like to build his homeland in this novel or in these poems. We born, and after some years, we start to write poems. This our homeland, because we have hope, but it's very far to back to there. And everyone start to write about his homeland with his poems. His poems, his hope to back to there. Yeah, when I'm write, I don't write to fill the people about just about Palestine. No, I'm also write to build my homeland, to be citizenship sometimes. Yeah, I see myself in between these lines when I'm right. But in Syria, we have there another enemy, the regime enemy. All the time we afraid to first book like 20 years, 25 years ago, and published one book for Shimon Peres. Shimon Peres, President Government Israel, and I translate it to Arabic and publish it. This title, The New Middle East. And the secret police found this book in my office, and I am in a prison with my father, with my brother, everybody. From this time, and before, but from this time, I am more afraid. I cannot do anything without check around me. I cannot write. I cannot put it my ideas on the paper. When start the revolution in Syria, I am with the people in the street and help him. At night, when I go to my apartment and my kids sleep,
I start to write day by day what happened. Sometimes reality, sometimes like novel, sometimes poems. And before go to sleep, I put it on the candle to nobody come, I don't know when and from where. They come in from balcony or from the door, open like this, and they check everything. And I am afraid this time I put it in candle because no electric. Also, this is not candle for romantic. No, because we don't have electric. I put it all the paper, one by one, on the candle and go to sleep. Yeah, here I'm not just fired my memory to be relaxed. No. I'm fired my art, my feel. I think everybody do same. Somebody write, but not directly, not reality, like this. We cannot write there in Middle East. I'm start to publish here when I am in Slovenia and start to write when I am, really I have relaxed here, but also I don't have same the feel when I am right there. It's like there we touch everything with our finger, like this. We start touch the war, we start touch the people died, we touch the blood. We write from other feel. What will I say? It's enough. Metka, to, kar je Mohamed povedal, pa torej, ne, dotikanje, to, kar je bilo prej tudi omenjeno, torej, slišanje zgodb ljudi in potem v resnici tudi hladna analiza, zaključek, ne, to ustreza temu in temu po mednarodnemu pravu. A vendar, ne, vemo, da menila si tudi, ne, resnico, čigave zgodbe so povedane. Zdaj, ne sicer, mislim, tudi v primeru Palestine in Izraela vsekakor Palestinci v zadnjih letih poudarjajo in iščejo in so našli vse več različnih poti, da povejo svojo zgodbo in to tudi poudarjajo, pomen tega. Vidimo pa po drugi strani, recimo, če primerjamo sedanjo situacijo z vojno v Ukrajini pa Rusiji, ki je bilo omenjena prej, trenutno so nam odrezane novice iz Rusije, se zdi popolnoma. Zdaj, ne, da jim lahko zaupamo, glede na to, da so prihajajo izključno iz oblasti, ampak a vendar. Ne? In tudi Izrael v odzivih na vaše delo, na poročila, na marsikakšen novinarski prispevek se odzove, da je to laž, da so to potvarjanja, da oni samo opravljajo nujno delo, ne, zagotavljajo varnost svojih ljudi. Zakaj imamo toliko težav v resnici z nečim, kar se zdi tako očitno, ne, kar se zdi resnica, ko se ljudje dotaknejo krvi, trupel, da potem v bistvu iz tega ustvarimo resničnost, iz katere lahko, ne, oblikujemo nekaj drugačnega, kjer ni okupacije, kjer ni vojen. Kako razumeti v bistvu to sedanjo situacijo, resničnost, ki jo se zdi močni, izpodbijajo in trdijo, da ne, to, kar vi mislite, da res ni res. Kakšna je vaša izkušnja, da ne, po toliko in toliko letih, po vztrajnem opozarjanju na kršitve človekovih pravic, vam vržejo to v obraz pa rečejo, ne, ste antisemiti? Ja, težko vprašanje. In ja, točno to se je zgodilo, ne. Zelo veliko očitkov, ampak zdaj ni samo v primeru Izraela. No. V bistvu dostikrat se pravzaprav zgodi, da pač včasih več, včasih manj, ampak da naša poročila, naša mnenja in stališča pač v bistvu vzbudijo, bi rekla, ali glasno odobravanje ali pa pač popolno zanikovanje. Ne. Zakaj se to dogaja? Ja, po moje res je to povezano z
za tem, da če dovolj vztrajno omejuješ svobodo govora, izvajaš cenzuro, ne dopuščaš različnih mnenj in pa stališč in pa pogledov, da pač ustvariš lahko tudi neko alternativno situacijo. Ne? To je sigurno en del zgodbe te, ne? Da je, in to je povezano tako malce širše, pogledam tudi s tem, koliko je pač pomembno, da imamo verodostojne medije, da imamo dostop do verodostojnih informacij, da lahko na različne načine zadeve preverimo. V primeru organizacij, kot je naša, da se ve, da smo financirani neodvisno, ne? Da ni nekih drugih interesov in tako naprej. To. Drugo pa je, da se mi zdi, da mogoče druga plat tega, ne, ko smo ves čas govorili in te zgodbe, ko so pomembne, ne, in meni se zdijo recimo pomembne tudi z tega vidika, ker šele, ko beremo morda nikoli poslovje, pa tudi če je mogoče malo bolj stvarno, ali ko preberemo neko tako pesem, ne, ali nekako začutimo eno tisto skupno človeštvo. Ne, ker nam se lahko z lahkoto zgodi, da se počutiš seveda zelo tujega od ljudi na Bližnjem vzhodu. Ne? Če si rojen v Sloveniji in pač nikoli nisi šel tja, govorijo popolnoma, jezik ni podoben, tako kot s kakšnimi slovanskimi, neki kulturni običaji so drugačni in ni težko se ljudem pravzaprav mogoče počutiti tuje. Ne? Ampak recimo te besede in te zgodbe, kar zmorejo priti čez to, ne? Da greš čez to, da si ne vem, da imaš praznik na soboto in ne na nedeljo, da si tako pa tako oblačiš, ne, da, ne, in ugotoviš v ozadju veselje in, ne vem, in naklonjenosti med zakoncema in nagajanja in kaj ljudje razveseli in kaj jih, ne, in tukaj, ne, tukaj se mi prepoznamo, ne, tukaj vidiš, da smo vsi popolnoma isti, ne, tukaj se lahko začutiš neko bližino z nekom drugim, ne. In če žal ljudje res ne, večinoma seveda ne začutijo bližine preko mednarodnega prava, ne glede na to, koliko je pomemben, ne? In če je neko omejevanje podajanja stališč, je tudi zelo težko, ali pa laže, da ljudje ne slišijo teh drugih zgodb, ne? Zaradi tega, ker v končni fazi dostikrat je tudi to, da ne nujno vsi ljudje požirajo knjige z, bomo rekli, težjo tematiko, ne nujno gledajo dokumentarnih filmov, ne nujno berejo analitskih prispevkov na medijih. Ne. Skratka, ob vsem tem, ko vemo, kako zelo pomembne so te besede, tudi zaradi spomina, ne, zaradi tega, da ostanejo, da pač nekako, se moramo žal tudi zavedati, da dostikrat pa niso slišane in niso prebrane. Ne. In zdaj vsaka ovira do te točke, da ali bojo slišane ali bojo prebrane, pravzaprav pač pomagajo nekim drugim sporednim zgodbam. Pa seveda dejstvo je tudi, da nekdo lahko, in to se tudi dogaja, da za svojimi lastnimi namedi pač ustvarja drugačno zgodbo. Ne? To pa je tisto, kar je problem, ne? Da če nekdo ustvari in plasira drugo zgodbo, kar pač se nam dogaja danes, ne? Verjetno se je vedno dogajalo, ampak danes se to nekoliko laže dogaja, ne? Ja, mogoče pa je kdo malo zmeden, ne. Zato spet se vrnem do nečesa, kar je pač mogoče zveni ob tem literatura in leposlovje in besede, mogoče zveti prozaično, ampak ja, strašno je pomembno, da imamo neodvisne medije, da imamo neke kanale komuniciranja, da lahko neodvisne organizacije pravzaprav predstavijo neke zadeve, ne. Da lahko ljudje ustvarjajo, brez da bi živeli v strahu in morajo zvečer uničiti vse, kar so ustvarili, ne. To je pač to, ne. Dokler nimamo tega sveta, se pač dogaja, da imamo neke vzporedne resničnosti. Ne? Koliko je pa recimo, koliko imaš občutek pomembno torej ohraniti vsem poleg teh osebnih zgodb, ta sistemski vidik in to z vidika manipulacije ravno teh osebnih čustvenih zgodb, ki so mogoče bolj del našega kulturnega sveta. Sedaj ne vem, v bistvu sprot poskušamo besedati to, kar razmišljamo, ampak ker Maja omenila izkušnjo holokausta in recimo, ko govorimo o Izraelu, Palestini, to je vsekakor nekaj, kar evropski pogled precej definira. In se tudi spomnim
pred kratkim, ko sem govorila ravno v okviru te evropske državljanske pobude z eno poljsko aktivistko za pravice Palestincev tudi. Ona je rekla, ne, da je zelo dolg časa rabila v bistvu narediti ta preskok, da so oni v bistvu opozarjali na Poljskem in bili kritični do oblasti glede njihove kolaborantske vloge z nacizmom, torej pri pobijanju Judov, da to nima veze s tem, da bi kakorkoli mogla zagovarjati Izrael pri tem, da zatera danes Palestince. Torej, mislim tako, imaš občutek, da je manipulacija v bistvu s temi osebnimi zgodbami ali pa z osebnimi zgodbami, ki jih bolj poznamo. Ne? Ana Frank, dnevnik Ane Frank, se zdi, to vsi poznamo. Ne? Raja Šehadeh, sprehodi ali pa Gada Karmi, ne? To so neki nenavadni, mislim, tako bolj oddaljeni, nepoznani, nepoznana imena, nepoznana dela. Torej, ja, tako bom tukaj nehala, ker zdaj niti ne vem, če znam vprašanje zastaviti, ampak kot izhodišče mogoče za kakšen razmislek še. Ja, jaz bom nekaj skušala odgovoriti, pa bomo videli, če je to nekako v tej tvoji smeri. Ja, katere zgodbe so povedane in katere so zamolčane. Ne? Če govorim zelo tako objektivno, pa ne vem, kako se v Amnesty lotevamo tega, ne, pomeni govori z čim več ljudmi, kolikor je mogoče. Ne? Recimo, ne vem, bom šla v drugo zgodbo, jaz sem bila pred 2018 smo iz Slovenije, slovenska Amnesty šla na misijo v Bosno in Hercegovino, smo govorili z begunci, migranti, ki so jih potisnili iz slovenske meje nazaj in mi smo 2 dni skupaj sem govorili z ljudmi in sem pisali in sem zapisovali in tako, 3 smo se non-stop pogovarjali z ljudmi in imeli njihova pričevanja in potem v bistvu ne, je bila ta količina, ne, ker v bistvu, ko imaš ti eno veliko količino ljudi, ki ti govorijo iste stvari, verjetno niso vsi, ne vem, zadeti z nečim, ne, in si ne zmišljujejo in tako naprej. Tako da en tak učinkovit način boja pravzaprav do tega je, da enostavno greš na količino. Ne. Je pa res, da recimo mene na nek način, tako sem razmišljala, frustrira v mojem življenju to, kako so kakšne zgodbe povedane, pa kakšne so zamolčane, pa kakšne zgodbe se ljudje bolj identificirajo z njimi, kot pa ne vem s kom drugim. Ne. Meni je recimo klasičen primer, da Amnesty International skoraj vsak dan objavi eno nujno akcijo za enega človeka ali pa skupino ljudi nekje na svetu, ki so ogroženi in ne postanejo vsi, bom rekla, velika imena, kot so Pussy Riot, pa Edward Snowden in Chelsea Manning in tako naprej, za kakšni ljudje. Ne. In včasih se zdi, mogoče ne fair, ne, ampak jaz na to gledam tudi z tega vidika, ne, da včasih pač eni ljudje in ene zgodbe, ki so povedane, ne, v bistvu res so simbol ali pa ponazarjajo to, kar se dogaja toliko drugim ljudem, ne, da potem lahko to pritegne, pomeni neko spremembo. Se mi je pa zdelo mogoče, tako kot če en razmislek, mislim, da je Boris prej omenil, ne, nekoga citiral, kako je pri vseh teh zadevah pomembno narediti korak nazaj. Ne. In jaz mislim, da tudi tako, ne, jaz sem sicer v biznisu, ne, pač sem zaposlena v Amnesty in sem, se pravi, v tem, da poimenuješ kršitve, da jih najdeš, da jih poimenuješ, da jih kategoriziraš, da poveš, kaj vse narobe s tem in zahtevaš, ne, kaj je treba spremeniti. Ne. Ampak v končni fazi pa človekove pravice niso zelo zapletene, ne, v bistvu so zelo jih intuitivno razumemo. Mislim, najmanjši otroci jih intuitivno razumejo koncepte pravice, dostojanstva in spoštovanja, ne, in tega. In se mi zdi, da dostikrat je na nek način bolj stvar v tem, da ne znamo narediti korak nazaj, pa na druge ljudi pogledati zgolj kot na ljudi, ne, in pustiti ob strani recimo tudi kakšno političnost. Ne. Čeprav seveda, no, to lahko razpredamo naprej, ampak tudi to je je lahko nevarnost o tem, zaradi tega, ker politika pač lahko stvari spremeni. Ne. Tako da v bistvu je ena past v tem, če se izogibamo političnosti, zaradi tega, ker je v družbi, kakršno smo ustvarili, pač to tista pot, da se stvari dejansko lahko izboljšajo. Ne vem, ali sem nekako šla. Super, hvala. Pa bi šla zdaj potem mogoče pa naprej, Boris, k tebi omenjeno je že bilo to, torej pripovedovanje zgodb oziroma katerim zgodbam se da pozornost, katere zgodbe niso povedane, kakšni so potem tudi odzivi.
ve se, oziroma mislim, tako doskrat slišimo, ali pa ponovadi so glasni odzivi strani Izraela, zelo hitro tudi pridejo obsodbe o antisemitizmu. Kakšna je izkušnja v bistvu novinarskega dela in hkrati to, kar mislim, no, ali pa jaz to menjam ponovno. Videli smo, pa tudi palestinski aktivisti so zelo upozorili na to v zadnjem času, ne, zdaj vejo, kaj vse je možno, ko pride do sankcij, ko pride do bojkota, ko pride do poročanja o neki vojni in gledajo Ukrajino in so absolutno na strani in sočustvujejo z ukrajinskimi ljudmi, ampak hkrati pa ne morejo mimo tega, da je pozornost sveta popolnoma drugačna kot pozornost sveta na okupacijo Palestine, ki se dogaja že toliko časa. Kako ti na to gledaš, kakšne so tvoje izkušnje v bistvu teh na nek način sit, ki potem zgodbe in naše razumevanje definirajo? Če je ta ukrajinska vojna oziroma poročanje o ukrajinski vojni bom rekel, predstavila zelo jasno, med drugim, pa ne prvič, ampak zdaj zelo jasno, je to, da je novinarstvo, mediji na Zahodu, pravzaprav vsa ta njihova avtonomnost, vsa ta njihova oziroma naša profesionalnost, strokovnost, neodvisnost, objektivnost, nepristranskost, te izraze bi lahko našteval do jutra, so pravzaprav odvisni od ene same stvari in sicer od prizme vladajočega establishmenta. Kar naenkrat so lahko vsi mediji odkrito na strani ene od upletenih strani v vojni. Ne govorim, da seveda Ukrajina v tem primeru absolutno ni žrtev Rusije. Hočem reči, kako veljajo različni standardi, ko recimo se poroča o vojni v Ukrajini, kako, bom rekel, ne lahkotno, ampak kako mogoče tudi lahkotno, ja, se uporabljajo izrazi, ali pa hitro se uporabljajo izrazi okupacija, vojni zločini, delajo se reportaže na BBC-u o ženskah mislim, da v Kijevu, ki v enem predmestju delajo molotove koktejle za spopad, morebiten spopad z ruskimi silami in tako naprej. Pravzaprav meni se to zdi povsem normalno, je neka predstavitev življenja v tem delu sveta v tem trenutku, ampak vse to, pravzaprav vsa ta svoboda in ta angažma, ki ga mediji zdaj kažejo okoli dogajanja v Ukrajini, je nesprejemljiv in pravzaprav nesprejemljiv, ko govorimo o dogajanju v Palestini. Pri čemer je vojna v Ukrajini, vsaj ta nek zadnji segment zdaj traja približno 50 dni, v Palestini pa bom rekel, to dogajanje traja z večjo ali pa manjšo intenziteto zadnjih 70 plus let. In kako smo pravzaprav ta primerjava enkrat sem na Twitterju predlagal mlajšim kolegom, novinarjem pa študentom novinarstva, pa vsem, ki se za to zanimajo, sem predlagal, naj bojo zelo pozorni na način poročanja medijev glede Ukrajine zdaj in naj naslednjič te iste standarde aplicirajo ali pa skušajo aplicirati na poročanje o Palestini in da se bojo iz te diskrepance naučili pravzaprav več o medijih in več o urednikih kot v 4 letih faksa, se mi zdi. Vsaj to neko dvoličnost bojo hitreje zaznali. Glede kako javnost dojema to poročanje, pa kako bi rekel, nekako smo na ta način indoktrinirani z orientalizmom, z rasizmom, z islamofobijo, ki spet izvira iz interesov vladajočega establishmenta, da je Gaza nekako normalno okolje za porušene soseske, da je tam je to nekaj pravzaprav običajnega, nekaj, na kar so ljudje navajeni. In da recimo begunci iz Afganistana, Iraka, Sirije in tako naprej niso pravzaprav zares begunci, ali pa so begunci v zelo redkih primerih, ampak večinoma gre za mlade moške, prave starosti za vojno, za boj, to je izraz, ki ga radi uporabljajo. In tako naprej, medtem ko gre v Ukrajini seveda za prave begunce, ki so pravi begunci, ampak se ta standard seveda aplicira na temnopolte nekristjane veliko bolj selektivno, oziroma ne veliko bolj selektivno, to bi bilo dobronamerno celo, ampak pravzaprav
praktično se ne uporablja. Tako da ta primerjava med Ukrajino in Palestino ali pa med Ukrajino in Bližnjim vzhodom na več nivojih pravzaprav kaže, v kako zmanipulirani realnosti živimo. In mediji, in širša javnost. Ja. Pa je ta realnost, v kateri živimo, ki jo ustvarjajo mediji, posledica tudi težav, s katerimi se soočaš ti sam, da se neke zgodbe pove, da je fokus recimo na vprašanju Palestine. Mislim, je želja, da se več pove tudi iz izraelske perspektive, iz vidika žrtev, žrtev terorističnih napadov, kakor jih oni definirajo. Kakšno okolje to je? Menjena je bila uredniška politika. Konkretno, kaj to pomeni? V mojem primeru misliš, jaz imam to srečo, da sem do zdaj delal in na Radiu Študent in na javnem portalu z ljudmi, ki mislim, da relativno dobro razumejo ali pa sprejmejo ta način poročanja, ki se ga jaz lotevam. Konkretno od izraelske ambasade sem prejel zaenkrat eno neko pritožbo, zelo abstraktno, nič konkretnega, ki se potem, hvala Bogu, prelevilo v intervju z veleposlanikom. Tako da ja, na tej ravni jaz nisem imel večjih, bom rekel, so neki vsakodnevni, so neki, bom rekel, očitki o aktivizmu, očitki o neki pristranskosti, pri čemer seveda jaz se trudim pri svojem delu navajati organizacije, kot so Amnesty International, kot so Združeni narodi, kot so sodišča meddržavna in tako naprej, vključno z izraelskimi in palestinskimi, to je treba nujno poudariti, palestinskimi organizacijami in posamezniki, ker je potrebno, da ne govorimo na sterilen način, ko govorimo o posledicah recimo okupacije ali pa širše kolonizacije Palestine, ampak da nekako normaliziramo glasove ljudi, ki so prve žrtve teh praks. In to je mogoče nekaj, kar je treba tudi urednike same, v to jih treba prepričati, treba jim pojasniti, zakaj je to pomembno, zakaj je to potrebno, ampak to se mi zdi najlažje delaš z nekim doslednim delom, ker potem se opazi, da delaš korektno in da tukaj ni govora o neki, pravzaprav težko si pristranski, ko navajaš poročilo Amnesty International ali pa če navajaš poročila raznih agencij Združenih narodov in tako naprej. Tako da ja, upam, da sem ti Imaš občutek, da postaja to bolj, mislim tako, ker moj občutek je, da zdaj celo organizacije, kot so Amnesty International ali pa Združeni narodi, strani nekaterih, pa jaz mislim, da so relativno majhni, ampak majhno število, pa sem zelo glasni, glasovi, označijo to za pristransko, označijo to za nujno, najbolj klasično bi bilo verjetno plačanci Šoroša v našem svetu, kar sicer ne vem, če zdrži potem v logiki stvari, ampak pustimo to, ker to se itak, se zdi, da ta logika ni nujno, da zdrži. Skratka, so zate neodvisni veri postali pristranski v zadnjih letih, oziroma lahko zadovoljiš vsem, ki zahtevajo nepristranskost. Nepristranskost je pravzaprav en tak, tako kot objektivnost, zelo raztegljiv pojem, ki ga lahko napolniš pravzaprav po dnevni potrebi. Tako da jaz tukaj se mi zdi, da je rešitev v tem, da novinar oziroma novinarka v svojem delu deluje čim bolj avtonomno. Se verjamem, da je tudi to mogoče en tak od teh izrazov, ampak s tem si pomagam. No. Da sam skuša, ne nazadnje, za svojimi besedami, za svojimi članki stojim jaz. Pravzaprav na neki formalni ravni stoji tudi urednik, seveda, ampak na prvi ravni stojim jaz. In jaz moram presoditi, kateri glasovi so na koncu pomembni. In zdaj, razlika med korektnim pa nekorektnim novinarjem je ravno v tem, komu daš glas, kako razdeliš potem, komu daš večjo težo in tako naprej. To je potem odvisno od teme do teme. Mislim, v tem se razlikujejo neki, bom rekel, kvalitetni novinarji, korektni novinarji od ljudi, ki zgolj mogoče samo navajajo razne vire in ne presodijo, kdo nekako si v konkretnem kontekstu zasluži večjo pozornost.
Tako da ja, to je vse, ne vem, če obstaja pravilo, jaz mislim, da ne obstaja pravilo. No. Ampak poskusi diskreditacije, kot recimo Izrael, ki je takoj pravzaprav ustrelil ta srebrni metek antisemitizma zoper Amnesty International in zoper pravzaprav vse druge organizacije in posameznike, ki na to opozarjajo na ta apartheid, ki ga Izrael izvaja. Med drugim Palestinci o tem že desetletja govorijo. Pravzaprav ne nazadnje ne smemo pozabiti, da so Palestinci na ozemlju celotne Palestine, torej od Sredozemskega morja do reke Jordan, zgolj 1 leto niso živeli pod neko obliko apartheida. V formalni obliki govorim. V neformalni seveda je to ves čas, ampak v formalni obliki so od leta 48, od nastanka Izraela do leta 66, palestinski državljani Izraela, ki jim je Izrael priznal državljanstvo, živeli pod vojaškim pravom. Torej za njih je v Izraelu veljal vojaški režim. Vojaška sodišča, vojaška pravila, vojska je odrejala njihovo življenje. Celih 19 let. Potem se je za 1 leto to končalo, da bi se nadaljeval na zasedenih ozemljih. Skratka, od leta 48 so Palestinci pravzaprav skoraj neprekinjeno živeli in živijo pod vojaškim režimom. Na eni ali pa drugi strani. In ta, kot sem rekel, ta srebrni metek antisemitizma, ki ga Izrael pravzaprav tako lahkotno uporablja in mislim, da dela tukaj neizmerno škodo judovski populaciji po celem svetu, ker s tem se mi zdi, da razvrednoti težo te obtožbe. Je način, pravzaprav je neka zelo preprosta oblika diskreditacije, ampak je obenem je to akrobacija oziroma poskus obrambe neobranljivega. In ker Izrael, jaz mislim, da Izrael vsebinsko ni nekako zanikal ali pa ni razvrednotil poročila Amnestyja, HRV-ja, BCLM-a in Al-Haka in tako naprej vseh teh organizacij, se mora nekako izogniti vsebinski razpravi in seveda potem začne očitati antisemitizem bodisi posameznikom, bodisi organizacijam. In to je seveda neprijetna obtožba, ker se moraš ti potem postavljen si v defenzivo in se moraš ti braniti. Mislim, kako zveni, če rečeš, jaz nisem antisemit. To je že samo to priznanje je nos oziroma namen tega, da se v človeka to prisilje, to, da se ustvari nek dvom, da pa vendarle mogoče si antisemit oziroma rasist in tako naprej. In tukaj treba, se mi zdi, razumeti logiko ravnanja Izraela in vseh njegovih podpornikov, da se potem laže soočaš in s takimi obtožbami in da te potem v prihodnosti ne ovira pri tvojem delu. Tako da te ovire, s katerimi se novinar sooča vsakodnevno, so številne, znotraj redakcije in zunaj redakcije in znotraj samega pravzaprav novinarja v procesu pisanja. Tako da ni lahko delo, ampak mislim, da je potrebno in obenem treba ostajati dosleden, se mi zdi, v tem poročanju. To je edini način, kako lahko pravzaprav javnosti pojasniš na nek korekten način te stvari. Okay. V bistvu sem se hotela sam na nek način navezati na to, kar je Boris govoril, in sicer katere založbe so tiste, ki v Sloveniji izdajajo dela, ki so vsaj približno povezana z palestinskim vprašanjem. Gotovo to tudi iz svojega izbora vidimo, to niso paradne slovenske ali pa največje založbe ali pa založbe, ki imajo največ javne finančne podpore. To so pogosto založbe, ki se ukvarjajo z izdajo humanističnega tiska, skratka, ki že itak vlagajo v neko manj dobičkonosno literarno produkcijo, mogoče z izjemo recimo Rožmanovega romana, ki je šel pri Gogi, ampak skratka ni nekega avtomatizma, nehvaležna primerjava, ampak koliko del smo pa dobili mi tu kontekstualizacije v zadnjih letih. In še mnoge pač druge tematike. To ni tako prodajljiva tema. Predvsem pa že toliko časa traja. Ampak recimo je pa, kako pa lahko mislimo recimo to univerzalnost vsem, kljub temu, da ni prodajljiva oziroma privlačna, pa ne vem, zdaj imam v glavi, se mi vrti zdaj že nekaj časa naslov Vojna in mir, a je vojna nekaj, torej in pripovedovanje zgodb ali pa literatura o tej izkušnji ali pa raje izkušnji mira,
lahko nekaj univerzalnega, ali se tebi zdi, da kdaj pride tudi do v bistvu nekih šumov v razumevanju, koliko je to zahtevno, v razumevanju v bistvu izkušnje posameznika ali pa izkušnje ljudi, ki živijo pod okupacijo. Skratka, a je občutek, in to je pol nekaj, ki pa mogoče, ne vem, se mi zdi, prej je bila omenjena, ne, in LGBT in postkolonialna oziroma dekolonialna literatura, to vprašanje tudi, kdo zdaj pripoveduje zgodbe, kdo lahko pripoveduje zgodbe, kdo lahko razume, a je težko razumeti, a je tudi jezik, torej v bistvu različen in raznolik, ki ga uporabljamo, kaj lahko v tem kontekstu, ali lahko kaj razmišljamo v tej smeri, ali so to v bistvu, mislim, tako iz tvojega gledišča niti ne toliko ključna vprašanja. Mislim, glede na to, da smo par mesecev nazaj brali senzacionalistično novico, kdo sme prevajati, kako že delo črnske, ne vem, ali nebinarne ali transpolne avtorce ali ne, na Nizozemskem in tako naprej, se zdi, da se bolj stavi na neko senzacionalnost tega, kaj kdo sme in kaj kdo ne sme. Jaz sem bila recimo zelo hvaležna, prej sem omenjala roman Andraža Rožmana, njemu ali pač tej njegovi zgodbi, zaradi tega, ker on pripoveduje skozi sebe, ne apropriira neke pač izkušnje, ki ni njegova. Težko si predstavljam tudi večina del, ki obravnava to tematiko, gre za spomine, gre za skratka neke, vsaj autofikcijo. Skratka, meni se zdi najbolj, nočem porabljati besede moralno, ne, ali pa etično, ampak zdi se mi, da za pač naš kontekst in to tematiko, da je pač najbolj hvaležno ali pa da se najlažje bralec poistoveti skozi, ja, to, da nekdo, da pride skratka nekdo, ki je nam, kar se da podoben, ne, v stik z to snovjo, pa jo spoznava in mi skupaj z njim. Ne vem, če sem ti zelo dobro odgovorila, ampak jaz v resnici glede tega, kdo lahko piše, mislim, kdo lahko daje komu glas, ne, v tem smislu se mi zdi, novinarstvo ima to opcijo recimo intervjuja, tudi to, kar je Metka omenjala, neki zapisi zgodb, ne, ljudi, skratka, meni se zdi še vedno najbolj hvaležna ta opcija, da nekako skromno pristopiš skozi svoje soočanje z neko vsebino, ki pa pač nam ni blizu onkraj tega, koliko nam je človeško blizu. Ne. Je pa recimo prej, ko si prebrala tudi pesem palestinskega pesnika, mislim, tako nimaš občutek, da so tukaj neki, mislim, je literatura univerzalni jezik človeštva? Ja, mislim, absolutno. Zagotovo so, mislim, se so tudi bliže nam neki konteksti, ki nam niso nujno najbolj, zato ker smo socializirani v neko recimo krščansko ali pa recimo srednjoevropsko ali pa kulturo, ampak jaz absolutno mislim, da so to prostori srečevanja. No. Super. Mogoče kakšno vprašanje s strani publike? Ali pa komentar? Bomo zelo veseli. Ne, prav. Je kakšna zgodba oziroma kakšen del zgodbe, ki se vam zdi, da smo ga mi pozabili nocoj povedati? Ne, da smo pozabili, ampak mogoče sam čisto, koliko je dosti sveže, pa kaj Boris prej omenjal, pa gremo spet malo stran od Palestine, ampak res
ta neka dvojna merila evropskega prostora so se res zdaj zelo pokazala čez Ukrajino in pa begunce. Ne? In tisto, kar bi moral biti v eni skupni človeškosti, pa človečnosti, seveda en standard, ne? In je torej mogoč, ker ga Evropska unija, Evropska komisija zdaj uveljavlja, ne? Se je zaktiviralo takoj za begunce iz Ukrajine in to je absolutno prav, ne pa seveda za tisoče in tisoče in tisoče ljudi, ki v bistvu pač umirajo na naših mejah. Meni je prejšnji teden, ali bi to začetek ta tedna, to hitro beži čas, ampak Amnesty je dala ven eno novo poročilo o razmerah na belorusko-polski meji, ki smo jo skoraj že pozabili, ne vem, če se spomnite, ampak nekje od lanskega avgusta naprej smo vse čas gledali tam tiste situacije, ko so ljudi potiskali nazaj in to, mislim, ne zdaj. In naravno njene besede, dosti je bilo tistih groznih stvari, ti se grozen bere, meni se po vseh teh letih, ko govorimo o zgodbah pa o besedah, ampak jaz že zelo dolgo delam pri Amnesty, zelo veliko stvari sem že prevedla, prepisala, povedala, pa se mi verjetno zgodi enkrat na teden, da imam smok v grlu, ko prevajam, ko so grozljive zgodbe, ki se jih verjetno ljudje ne zavedajo. Ne? Jaz sem strašno prepričana, da ljudje za veliko teh stvari v resnici ne vejo. Ne vejo, kakšne grozote se v tem trenutku dogajajo zelo veliko ljudem po svetu. No, ampak da se vrnem k tej veliki besedi, ki jo danes vsi poznamo, in to je Guantanamo. Ne? Se pravi, Amnesty ima poročilo o razmerah na Poljskem, kjer v bistvu begunce iz Afganistana in od drugot, z Bližnjega vzhoda, so jih pridržali, kar je popolnoma narobe. Ljudje, ki iščejo azil in prosijo za azil, pač ne sodijo v priporni center, niso nič zagrešili, to je njihova pravica, da prosijo in jih zaprejo. In potem so jih ti poljski stražniki, so pričevali naši, pričakali v nekem pripornem centru z besedami dobrodošli v Guantanamo. Ne? In se mi zdi res ravno ta dvoličnost, ko ene ljudi potiskamo nazaj, nekatere tudi po 20krat, 30krat nazaj v Belorusijo, ko bežijo pred vojnami, ali pa jih pridržiš torej in so pač ljudje kaznovani, ker hočejo več hrane ali pa karkoli, jih pozdraviš z besedami dobrodošli v Guantanamo, kar samo po sebi nekaj pove, ne? Je velika beseda za to naše 21. stoletje. Ne? Ja, pa na drugi strani vsa ta pohvale vredna pohvale vreden angažma tudi na Poljskem. Ne? Se pravi, znotraj iste države imamo tako totalno diametralno pozicijo, da je prav neverjetno in ko se jim je prej spraševala o tem, kako, jaz ne vem, kaj ne si mislim o teh zadevah. Ne? Veliko teh stvari veš, pa bereš, pa jih poznaš, pa poznaš pravo, pa govoriš z ljudmi, pa poslušaš te pogovore, kaj je meni bil zelo zanimivo, res z različnih zornih kotov ljudi, ki mogoče jih sicer ne poslušaš vsak dan, bereš o študijah, o teorijah, ampak v končni fazi pa ne razumeš. Tako, čisto preprosto, na eni ravni ne razumeš, kako je mogoče, se to dogaja. Ne? Jaz bi tle bi se navezal na te, ko si govorila v kako groznih razmerah živijo določeni ljudje in pač to je zelo blizu, kar se dogaja med Belorusijo in Poljsko, ampak vprašanje pravzaprav je, kdo je upravičen do naše zgroženosti. In jaz mislim, da je stališče Evropske unije povsem jasno, da temnopolti ljudje niso upravičeni do naše ogorčenosti in do naše empatije. Da je Poljska, in jaz mislim, da je to uradna pozicija Evropske unije, seveda ne bo tako napisana, ampak preko predvsem azilne zakonodaje in žice na meji je to povsem jasno. In to, da je Poljska lani z vojsko pravzaprav to, kar je enako počela tudi Slovenija, oziroma še vedno počne, ampak Poljska to počne bolj vidno zdaj in v večjem obsegu, z vojsko in z žico, ki jo je postavila ad hoc, sprejela oziroma zavrnila, preprečila vstop nekaj tisoč ljudem, to meni govorimo o izjemno majhnih številkah, če že moramo govoriti o številkah, bodimo tle odprti in povemo, da gre tukaj za nekaj tisoč ljudi, in ki so bili predstavljeni kot nevarnost. Mislim, da je premijer Morawiecki uporabil celo izraz zlo.
ko je govoril o prihodu teh ljudi. Seveda ni njih označil za zlo, ampak ravnanje Belorusije, ampak ve se, kaj je s tem mislil. To prihaja ta zlo v obliki temnega islama v svetlo krščansko Evropo in to treba ustaviti z žico in z vojsko. In ves čas je v ozadju ali pa ves čas je prisoten ta argument, Evropska unija preprosto ne more sprejeti vseh teh ljudi, mi bi seveda radi pomagali, ampak ne moramo, kam ne jih damo. Ne moramo sprejeti vseh teh ljudi. Medtem ko je zdaj vojna v Ukrajini pokazala, da je Poljska, ki je najbolj radikalno nasprotovala prihodu beguncev do vojne v Ukrajini, v roku nekaj tednov sprejela več kot 1 milijon beguncev. Več kot 1 milijon. Skratka, šli so od zavračanja nekaj tisoč ljudi do sprejema nekaj več kot 1 milijon ljudi. In pravzaprav edina stvar, ki je tukaj pomembna, je rasizem. In politika slovenske vlade, poljske vlade in madžarske vlade in tako naprej, da sprejemajo ukrajinske begunce, ni pravzaprav odraz njenih človečnosti od vsake te vlade, ampak predvsem izraz njenega rasizma in nečlovečnosti. In ta rasizem je nekaj, kar moramo upoštevati tudi, ko se pogovarjamo o našem dojemanju Palestine. Komu dajemo legitimnost, zakaj Izraelu namenjamo pravzaprav večjo stopnjo legitimnosti, govorim na splošno seveda, kot recimo Hamasu. Zakaj je Izrael bolj legitimen sogovornik kot Hamas? In to so vprašanja, na katere pač moramo vsi skupaj odgovarjati in mediji delamo svoje, Amnesty dela svoje in pesniki in pisatelji delajo svoje, ampak na koncu se vsi soočamo z istim vprašanjem. Kdo si zasluži pravzaprav našo empatijo, naše razumevanje? Ker apartheid pa je tudi rasističen zločin oziroma zločin rasizma, ne? Mogoče še kakšen komentar od vaju, kakšen vidik? Ne. Mohamed, any thoughts from you? Just I hope when I wake up tomorrow at morning, I see everything peace without war. Nothing more. Okay. Mogoče vsem kakšno vprašanje? Ne? Potem pa ne bodo zgodbe, ki prinesejo mir, čim bolj na vsakem koraku v naslednjem mesecu, v naslednjih tednih in upam, da si jih bomo zgodbe, ki prinašajo mir, kmalu spet pripovedovali tudi skupaj in v vaši družbi. Tako da najlepša hvala vsem sogovornikom. Še enkrat hvala vodnikovi domači, Divji misli in Gibanju za pravice Palestincev za današnji večer in vsem vam, ki ste bili z nami. Pa naj bo mir. Hvala.